Spoštovane gospe in gospodje, v nedeljo bomo volivke in volivci na referendumu odločali, ali bomo sprejeli nov zakon o Radioteleviziji Slovenija. Odločali bomo o tem, ali želimo bolj profesionalno, bolj avtonomno javno televizijo od te, ki jo premoremo zdaj. Vlada je, ko je predložila nov predlog zakona v obravnavo parlamentu, poudarila te želje in interese, da z novimi zakonskimi pogoji omogoči avtonomnemu novinarstvu, da služi javnemu interesu. Glede informacij in komentiranja teh informacij, ko gre za informativni program, ter ponudi vse druge, različne vsebinske zorne kote javnega servisa, kot Radiotelevizija Slovenija mora biti. Zame je zelo pomembno, da v 2 letih vlade, ki jo vodim, ne tako, ne drugače, nismo skušali zamenjati ljudi, ki so vodili to institucijo 6 časov prejšnje vlade. S tem smo pokazali, da se držimo besed, ki smo jih dali na predvečer volitev. Zlasti jaz bi rad poudaril eno zelo osebno stvar. Vedno sem bil, sem in bom prepričan, da je svoboda tiska pogoj demokratične družbe. Tisk je lahko, zlasti do politike, neusmiljen. Morda je v svojih kritikah tudi nepravičen. Morda. To, da ima vso pravico do tega. In tista stran, ki mora biti v tem odnosu potrpežljivejša, je politika, ne tisk. Vi sami, vaši uredniki, bodo lahko tudi danes ali sicer potrdili ali ovrgli na mojo tezo, da v teh 2 letih, ne jaz, ne kdorkoli z mojimi navodili, ni poskušal vplivati ne na komercialne, ne na javni medij v zvezi z njegovim poročanjem o vseh vprašanjih, ki so bile predmet njihovih informativnih programov. Za dolžnost štejem, da pri pripravi zakona in pri njegovi uveljavitvi omogočimo javni televiziji, da uveljavi visoke standarde profesionalizma, neodvisnosti, zlasti od politike, ker je moč politike in moč kapitala največja in da lahko ljudje, ki so dobili mandat, da vodijo ta javni servis, to delajo po svojih najbolj profesionalnih standardih in po svoji vesti. Brez vtikanja tistih, ki za to nimajo pristojnosti. Zato bi povabil volivke in volivce, da v nedeljo gredo na volišča, da te odločitve ne podcenjujejo, da jo štejejo kot pomembno reformo pri spremembah, ki jih izvaja vlada v smeri večje odprtosti, tolerantnosti, neodvisnosti, avtonomije. Skratka, v smeri, za katero sem prepričan, je smer javne televizije 21. stoletja. Ministrica. Res je, kar je predsednik povedal, zakon, ki ga je sprejela vlada, ki ga je potrdil državni zbor in ki ga je potrdil tudi državni svet, je bil pisan v duhu, da je njegov ključni cilj čim večja avtonomija in odveza in depolitizacija, kot je bila zastavljena z Grimsovim zakonom. In to, kar se je zgodilo v zadnjih tednih, ko smo pravzaprav v tej predreferendumski razpravi ponovno utemeljevali to dejstvo, mene zelo veseli. Namreč dejstvo, da smo ovrgli tista stališča, ki so jih predstavili pobudniki referenduma in ki so se izkazala za zelo tanka in zagotovo tudi ne v skladu s tendenco zakona. V tem smislu me tudi veseli, da so ta stališča naknadno v tej razpravi, še posebej v zadnjem tednu, potrdili tudi vsi tisti, ki so nam
strani stroke na nek način že pred samimi volitvami naredili neke vrste priročnik v tomu, kakšno medijsko politiko naj ima ta država, zato da bo dihala odprto, svobodno in da bo svoboda govora čim večja, zagotovo pa tudi pravo merilo našega življenja. In to potrditev smo dobili strani medijske stroke, strani pravne stroke, konec koncev tudi tistih pripravnikov, še posebej novinarskega sindikata, društva novinarjev in Aktiva, ki so zavzemali stališče, da je potrebno RTV zakon, tako imenovani Grimsov zakon, spremeniti, ga narediti odprtega, razvojnega, modernega in tako gospodarnega, da ne bo prihajalo do ne samo napačnih odločitev in netransparentnega poslovanja, ampak predvsem neodvisnega, trdnega medija, ki bo zagovarjal vse tiste vsebine, ki jih v javnem interesu seveda mora pridobiti slovenski narod. Kajti, ponavljam, RTV Slovenija je samo ena, ne more nadomestiti vsem svojim širokim krogom zahtev in potreb, ki so po standardih Evropske unije zelo prisotne in negovane, in v tem smislu je potrebno poskrbeti za dobro okvirjanje te vrstne inštitucije. To smo s tem zakonom naredili in v tej zadnji razpravi, ki se bliža nedelji, tudi ovrgli morebitne dvome v ta zakon, kar mene veseli in pomeni, da je bila vladna odločitev o pripravi tega zakona pravilna in da je bilo potrebno si vzeti dovolj časa zanj in ne hiteti in na hitri roki način ali pa celo politično determiniran način pripraviti zakon, ki bi ga bilo potrebno v prihodnosti ponovno spreminjati. Vam na voljo za odgovor na vprašanje glede tega predmeta, potem bom pa jaz odgovarjal na vsa ostala vprašanja. Želite karkoli z tem? Ne? Ja, želi? Ne. Hvala, ministrica.